Na prvo točko, vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja oziroma pobude svetniške skupine LMŠ Igorja Žavbija bo odgovoril Rok Jarc, svetniške skupine NSi Ivanke Ovčakar bo odgovorila gospa Irena Gajšek in na vprašanje samostojnega svetnika SLS Jožeta Korošca bo odgovoril Luka Svetec. Prvo dajem besedo gospodu Igorju Žavbiju v imenu svetniške skupine LMŠ. Izvolite, Igor. Hvala lepa za besedo. Bo zelo kratko vprašanje. Zdaj, pol leta je, odkar imamo novega direktorja za Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik. Verjamem, da se je zdaj v teh 6 mesecih dodobra seznanil z nalogami in pa njegovimi dolžnostmi, čeprav vidimo, da stvari ne grejo najbolje od rok. Ena od pomembnejših stvari je tudi promocija naše občine, tako doma kot v tujini. Zanima me, kaj je bilo na področju promocije naše občine strani zavoda narejenega v zadnjega pol leta in koliko sredstev je bilo porabljenih za posamezno aktivnost. Tem pa ne gre verjetno spregledati tudi nekaj njegovih PR-ovskih potez, pa ne vem, ali so dobre ali so slabe. Jaz bi prej rekel, da so slabe. Spomnimo se tistega slavnega petka, ko se je sam naznanil inšpektorjem in jih privabil v Kamnik, kjer je grozila kar visoka kazen. Nismo dobili nikoli pravega odgovora, kako se je potem to končalo. Pa da ne govorim potem o samih dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine, ko je mesec pred prireditvijo gospod direktor z javnim pismom, z izjavo za javnost povedal, da ni bil zmožen zbrati dovolj denarja za izvedbo prireditve. Sama prireditev je bila potem odpovedana le nekaj dni, preden bi se morala zgoditi, oziroma so se zgodile neke otvoritve in pa izdaja ene knjige, ne pa tisto glavno. Videli pa smo, da je to sabo potegnilo kar nekaj stroškov. Tukaj je moj glavni očitek, zakaj, če je direktor že prej vedel, da bodisi ni zmožen ali pa ne želi izvesti te prireditve, zakaj je vseeno vztrajal pri tem do zadnjega, s tem pa povzročil stroške, kot so tudi plačilo nastopajočim, ki svojega nastopa niso opravili, ker prireditve, predvsem koncerti, niso bili odpovedani zaradi višje sile. Ampak smo bili, tako kot smo že slišali, tudi strani predsednika organizacijskega odbora, odpovedani zato, ker direktor ni želel izvajati ukrepov povezanih s preverjanjem PCT-pogojev. To so tiste bistvene stvari, ki me zanimajo, mislim, da so povezane. Zgodile so se tudi druge stvari, kjer mislim, da je padla zelo črna luč na občino Kamnik pri nekaterih aktivnostih, govorimo o izdajah znamk. In moje mnenje je, povem zdaj na glas, da bi mogel direktor odstopiti. Tudi podžupan Uršič je svoj izjavi kamniškemu občanu rekel, da ga ne podpira, ampak to, da pač ne daš svojega predstavnika v svet zavoda, ni dovolj. Dokler bomo imeli svet zavoda v taki sestavi, verjamem, da bomo imeli tudi direktorja, s katerim je pa malo kdo zadovoljen. Zato, gospod Jarc, od vas pričakujem izčrpen odgovor v zvezi s promocijo občine Kamnik, kako ocenjujete promocijo kot uspešno, neuspešno, in pa seveda kakšna sredstva so bila za to. Hvala. Besedo ima gospod Rok Jarc, direktor Zavoda za turizem in šport. Dobar dan, sem skupaj, lep pozdrav vsem svetnikom, posebej seveda gospodu Žavbiju. Jaz sem vesel, da je pač ta vprašanje glede promocije, rad bi še enkrat poudaril, da v bistvu naše temeljno poslanstvo je v promociji občine Kamnik in moram reči, da smo mi bili precej aktivni, tako da sem kar majčkeno, bom rekel, začuden, da gospod Žavbi pač našega dela dejansko nekaj dosti opazil.
Zdaj jaz sem vam pripravil v gradivu kar nekaj, bom rekel, teh sklopov, ki so bili pač aktivni. Zdaj, če se vi pogledate tudi vašo gradivo, imamo v bistvu tam imate obarvano, se pravi, najprej smo bili aktivni v tako imenovanem offline oglaševanju, potem je drugi sklop je tako imenovano online oglaševanje, se pravi preko spleta, potem smo imeli druge promocijske aktivnosti in pa potem še v okviru STO razpisa. Torej, preko STO razpisa smo imeli pa potem še podrazdelke, se pravi, eno preko smo dobili tam sredstva preko njih. Zdaj podatek imam, da smo uveljavljali za 19.894 evrov sredstev, sofinancirali smo bili nekaj 90%, torej 17.905 evrov. No in ta sredstva smo potem uporabili za digitalno oglaševanje preko agencije April 8, to sem podpisal pogodbo 8.6. Bili smo dejavni na večjih trgih, ne samo na slovenskih, ampak tudi potem na nemškem, italijanskem trgu in pa potem smo bili tudi aktivni v oglaševanju preko portala oziroma preko platforme zgodovinskih mest. Veste pač, da je Kamnik član tega združenja in tam smo bili predvsem zelo aktivni v Avstriji. Poleg STO, torej v sklopu STO razpisa smo bili pa potem tudi precej dejavni torej smo bili precej vidni potem tudi v tiskanih medijih in sicer v medijih, ki spadajo pod Medijo 24. Tukaj imam zdaj podatek 36 različnih objav, torej v mesecu, torej dva tedna v mesecu juniju in potem 2 tedna v mesecu juliju. In pa potem smo imeli še v okviru STO razpisa še sodelovanje z influencerjem, to smo uporabljali gospoda Noha Čarnija, torej znanega plečnikologa, tako da smo bili pač s tem smo pač hoteli nagovorjati predvsem angleško govoreči trg, se pravi Združeno kraljestvo in pa ameriški trg. Zdaj, če gremo mogoče bolj na podrobnosti, kar se tiče offline oglaševanja, smo nadaljevali prisotnosti s promocijo destinacije v aplikaciji In Your Pocket. Potem smo imeli PR-je oziroma oglaševanje v različnih tiskovinah, to je bilo Moje finance, tam smo imeli naslovnico, tudi noter članek oziroma reklamo v ediciji Mojih financ. Potem smo bili v delovi prilogi Tokio, imeli smo oglas v domovini, imeli smo preko Gorenjskega glasa potem tudi oglas, torej PR in pa oglas v Primorskih novicah, potem v portalu Goriška. Bili smo prisotni z oglasom v Dnevniku, oglas smo imeli, oziroma plačan oglas na temo Tuhinjske doline smo imeli v reviji Ognjišče, ki je bila dvojna v avgustu oziroma septembru. Potem smo bili prisotni tudi preko založbe Pogled v protokolarni knjigi o predsedovanju Sveta Evrope, tam smo imeli celo 4 strani opisa z fotografijami Kamnika. Potem smo imeli celo tudi potem intervju za Reporter, bili smo prisotni v Radio Ognjišče in pa v smučarski reviji Focus Plus. Potem smo imeli v okviru offline oglaševanja, smo imeli tudi sodelovanje z eno agencijo Lively Trips, kjer smo se preko njihovega bloga pa preko sejmov, ki nas je pač agencija zastopala, smo bili potem prisotni na italijanskem trgu in pa moram poudariti, da smo šli tudi v oglaševanje na letališču Brnik, torej dobili smo precej ugodno ceno in videli smo, da se nam je precej nekako to obrestovalo, ker smo imeli precej dnevnih gostov, predvsem v mesecu juliju oziroma kar avgustu. Velik pritok je bil španskih turistov, tu beležimo kar podnevne goste, zdaj v prenočitvah se pa Španci nekako ki dosti niso pojavili, moram pa povedati, da je pač Iberija glih v poletnem mesecu začela pač z leti in smo pač precej, bom rekel, ta španski trg nekako s temi oglasi na Brniku nagovorili. Zdaj, kar se tiče online oglaševanja, smo mi pripravili kar nekaj, bom rekel, aktivnosti, torej eno je bilo seveda priprava 2 promocijskih videov in pa distribucija za stand-up komikom Markom Žerjalom. Zdaj, ta zadnji zimski je bil, zdaj pred nekaj dnevi je bil objavljen, imate ga tudi potem na našem portalu Visit Kamnik, se pravi preko Facebook strani oziroma Facebook profila, torej Visit Kamnik oziroma Živim Kamnik. Tudi on, stand-up komik je tudi potem v njegov, smo bili zmenjeni, da tudi potem, ker ima precej nekaj 55,000 sledilcev, da je potem inkorporiral v njegov video, tako da je, ko sem gledal včeraj, je nekaj 14,000 ljudi ta video za Kamnikom videli, to je bil enominutni nekaj prispevek, kjer smo pač podarili in Snovik in Veliko planino in Kamnik in torej drsališče. Potem moram tudi povedati, da smo digitalizacijo začeli nadaljevali, se pravi, v bistvu smo precej, bom rekel, v Kamniku posneli nekako 360
stopinjske fotografije, tako da to imate v bistvu na naši spletni strani. Če boste pogledali na levi strani v zgornjem kotu, imate tako en tak znakec, pa boste potem si lahko ogledali, koliko smo posneli v mestu. Potem smo tudi organsko oglaševali na socialnih medijih, se pravi tako preko Instagrama, tako preko Facebooka, tako preko YouTubea. Imeli smo potem dodatno plačljivo oglaševanje s fokusom na brandingu, destinacijske znamke, produktih in počitnicah pri kamniških turističnih namestitvenikih. Potem smo tudi v bistvu, tukaj smo naredili tudi 2 videa na temo trajnostne mobilnosti, to smo v bistvu naredili z sinom vašega gospoda svetnika, gospoda Berganta, torej Blažem Bergantom, ki nam je 2 krasna videa. In potem smo še dodatno dodali v mediateko pri Slovenski turistični agenciji dodatne fotografije. Torej, mi imamo, bom rekel, kot destinacije, glede na druge, predvsem malo fotografij, jaz sem to želel na vsak način povečati, tako da tukaj smo vključili gospoda Klemna Brunca pa gospoda Hoseja Voglarja, tako da če pogledate vi na mediateko od STO-ja, boste videli, da imamo res, kar nekaj zdaj fotografij na novo noter, bom rekel, na nacionalnem nivoju, da lahko tudi drugi uporabljajo te slike za promocijske namene Kamnika. Moram tudi potem povedati, da delamo na platformi GoKamnik, se pravi, želimo v bistvu prodajati turistične pakete za konceptov trajnostne mobilnosti, se pravi, smo, bom rekel, zaključili dogovori z slovenskimi železnicami, tukaj, bom rekel, se namečkaj zatika s slovenskimi železnicami, ampak jaz upam, da bo to v kratkem realizirano. Zdaj pa, kar se pa tiče drugih promocijskih aktivnosti, zdaj tamle se je porajala, vidim, da je ena napaka, torej oblikovali smo 4 motive, zdaj dejansko smo jih 5, z osebnih znamk, to smo v bistvu naredili 2 za narodne noše, potem smo naredili enega z motivom tunic na znamkah in pa enega z motivom motnika. No in pa, kakor ste že prej omenil, z podobo gospoda oziroma pesnika Balantiča 29.11. ob njegovi 100-letnici rojstva. Zdaj, se pravi, z narodnim, bom tako rekel, mislim, da so znamke, bom rekel, precej v redu bile sprejete, več ali manj imam vse prodane, ravno prejšnjo Balantičevo, ki ste me preč omenil, lahko povem, da sem jo prodal, mislim, da več kot 90%, v parih dneh, se pravi, zdaj je koliko 15 dni, da imam to prodano. Moram reči, da smo naredili, mislim, da smo, mogoče smo večkrat razburili duhove v Sloveniji, ampak veste, kako je, nekje sem prebral v neki knjigi, da če 5% ljudi nagovoriš, bom rekel, na celem svetu, a veste, si lahko bogat, če ti stojijo dejansko vrsti in bom rekel, s temi znamkami so ljudje tukaj dobesedno, ko se pokopili. In za priložnostnim žigom smo to dejansko še, bom rekel, nekako podkrepili, da so tudi ljudje hodili v Kamnik. Tukaj se nam je pač oglasila tudi ena gospa iz Metlike, zdaj, če je pa šla sem, pa potem še sosedu na kafe, mislim, da smo nekaj tudi na ta način lahko rekli, pa spevah k mestu s tem. Lahko rečem tudi potem, da smo šli tudi za izdelavo kuvert priložnosti pri narodnih nošah. Ponatisnili smo kar nekaj destinacijskih katalogov. Imamo eno novo, bom rekel, stvar, ki se reče Trip in the Bag, torej gre za tako vrečo, v katerem pač imate določene rekvizite, s pomočjo katerega pač imate potem samovodeno doživetje po Kamniku in pa Veliki Planini, pač to tudi prodajamo, to je ta naša, bom rekel, prodajna plat. Bili smo tudi prisotni na sejmu, šli smo v Leipzig, pred kakšnim mesecem sem šel sam, pa še kolega, ki je tudi informator, sva šla gor. Dobili smo dosti dobro, bom rekel, ceno se strani STO-ja, nemški trg pri nas je zelo prisoten v koroni, nekje 30% smo ugotovili na podlagi STO podatkov, da imamo turistov prav iz Nemčije, zato smo pa želeli še bolj, bom rekel, se ukrepiti na tem trgu. Imel sem več, bom rekel, tudi virtualnih nastopov, imel sem tudi več študijskih tur za novinarje in blogerje, pred kratkim samo enega španskega blogerja, sem ga sam osebno po Veliki Planini pa po Kamniku pelil. Torej, cirka 50 obiskov je bilo tega v zadnjih pol leta. Delamo na certifikaciji zelenega znaka Slovenija Green. Tukaj veste, da imamo pač Gold, bi želeli ta znak tudi ohraniti. Naredil sem tudi 15.10. študijsko turo za kamniške ponudnike v Idrijo, ne samo, bom rekel, ponudnikov, ampak tudi za moje zaposlene, tako da pač vidijo, bom rekel, kako delajo drugi, kakšne so dobre prakse drugje. Mislim, da so bili ponudniki, tako vidim tukaj, so bili zelo zadovoljni, smo dobili zelo, bom rekel, lepe odzive. Tudi v bistvu sem naredil brezplačna poletna vodenja po mestu, torej z Goranom Završnikom.
in pa potem smo imeli še Freeventur. Moram še eno stvar spostaviti, da sem vse moje zaposlene za pomočjo, torej sem prosil gospoda Miho Babnika, ki je bil tukaj zelo učitelj geografije in zgodovine na osnovni šoli, da je moje zaposlene popeljal po Kamniku, tako da so tudi moji zaposleni, bom rekel, bolj navdušeni, ker mislim, da če informator več ve o Kamniku in je bolj navdušen destinacijo, potem tudi lažje to prodaja, oziroma bolj prodaja in navduši potem tudi druge, bom rekel, goste, ki pridejo pač sem, ne. Zdaj, glede STO razpisu sem vam več ali manj že povedal in pa, ja, bili smo potem tudi na radiju, in sicer v sklopu zgodovinskih mest, tukaj imam, torej Samo Surina, moj podrejeni oziroma moj zaposlen, je bil na oddaji Dobro jutro, je imel eno daljši prispevek, no. Bili smo na radiju A1, oziroma na radiju 1, ki so imeli tukaj na glavnem trgu stojnico, sem pač tam, bom rekel, povedal nekaj besed. Tako da moram reči, no, da smo bili precej aktivni, no. Zdaj pa, kar se pa finančne konstrukcije tiče, imate pa tudi, bom rekel, napisan v zadnjem delu tega mojega poročila, ne. Zdaj, tako bom rekel, jaz sem pač tukaj nekako naredil po sklopih. Zdaj, če bi hotel res zelo podrobno, bi se mogel ena oseba, bi se mi mogel področje svetovalcev, bom rekel, s tem ukvarjati nekje 10 dni, tako da bomo pa to predstavili v letnem poročilu, tako da gospod Žavbi boste absolutno, vas bom s tem seznanil, če boste želeli, no, ampak tukaj sem pač dal, se pravi promocijsko gradivo, se pravi lanski promocijski materiali, tisk katalog in tako naprej, oblikovanje znamk, tisk drugih promo materialov je 2600 €, potem za web Kamnik, se pravi gostovanje spletnih strani, ki jih opravlja ZTŠ, produkcije in odkup promocijskih videov, aktivnosti vezane na GoKamnik, tehnične vsebinske aktivnosti in organizacija spletne strani, digitalno oglaševanje, ki ni predmet STO razpisa in pa organske aktivnosti socialnih omrežij je bilo cirka 21 000 €. Potem predstavitev Kamnika, se pravi objave v offline medijih, se pravi oglasi in pa PR-ji, torej časopise, knjige, radio, prenova fotobanke destinacije, promocija destinacije na Fraportu, se pravi na Brniku. Pa sem že prej rekel, 360-stopinjska predstavitev destinacije in oglaševanje tukaj v tujini, v Italiji, Nemčiji in tako naprej, cirka 15 000. Sejemske promocije, sejem na Dunaju, torej online, stroški nastopa na sejmu v Leipzigu 3400 €, študijske ture za novinarje, blogerje, za turistične agencije oziroma turoperatorje 2200 €, potem, glede na to pač, da smo imeli v poletnem času precej, bom rekel, aktivno točko, no, pa tudi potem kasneje, ker imamo samo enega informatorja, trenutno, bom rekel, trenutni še sistematizaciji, imamo za študentsko delo oziroma delo preko SP-ja smo porabili 5700 € nekje, pohodništvo in kolesarjenje, izdelava planinskega zemljevida v partnerstvu za Planinsko zvezo Slovenije smo dali 1300 € in 2000 € na pridobitno dejavnost. Potem imam tukaj naslednji zahtev, oziroma naslednja točka je sodelovanje s ponudniki, se pravi tisk enotnih predstavitvenih tabel pred vhodnimi točkami top ponudnikov, potem za srečanja s top ponudniki, študijske ture za ponudnike je cirka 3000 € smo dali za to. Regionalno in nacionalno povezovanje, se pravi sodelovanja in aktivna participacija v Združenju zgodovinskih mest, potem v Združenju Kamniško-Savinjskih Alp, mreža postajališč za avtodome, torej RDO Srednja Slovenija je 1600 €. Potem na temo zelenega znaka Slovenija Green Destination smo dali nekje 1200 € in pa za zadnjo točko sem tukaj napisal, se pravi oživljanje centra, brezplačna poletna vodenja in pa Freeventur, se pravi, da je šofer oziroma vodnik pobral goste pri ponudnikih in potem vožnja po destinaciji smo dali pa za to ceno, za to 1100 €. Toliko na to temo. Zdaj, mislim, da sem bil dosti izčrpan, tako da mislim, da smo bili kar aktivni, no, tako da mi je kar mečkam, bom rekel, malo nenavaden, da nas gospod Žavbi ni opazil, no, tako da, ja. Hvala, direktor. Gospod Žavbi, želite dodatno? Izvolite. Glejte, gospod direktor, ne gre za to, da nisem opazil, ne, kar nekaj stvari sem opazil. Gre za to, da slišimo, ne samo mi, tudi ostali, kaj se dela in kako se dela, ker te stvari so posnete in marsikdo si jih potem ogleda, ne. Jaz se zelo dobro spomnim vašega zagovora, ko so vas potrjevali, kako ste govorili, da ste apolitičen, da niste političen človek, ampak vidimo, da se precej nagibate na eno
politično stran tudi v oglaševanju, ker nekajkrat Radio Ognjišče, potem videli smo veliko objavo v brezplačniku, ki ga izdaja politična stranka, ne sicer čisto neposredno, ampak v ozadju. Kar nekaj takih stvari. Tudi izdaja znamke, mislim, da je bila zelo politično dejanje in če bi vedel, kakšne stvari so se pred leti dogajale v Kamniku in kako burno razprave smo imeli v občinskem svetu takrat, in jaz si tega res ne želim, potem ne bi izzival s takimi stvarmi, ko je bilo kar nekaj člankov napisanih tudi na to. Zdaj, ali je to, kar ljudje govorijo, vi ste nek drug rek uporabil, jaz bom rekel, psi lajajo, karavana gre dalje, ne. Te stvari so pač, se mi zdi, da niso ravno dobre za promocijo našega Kamnika in mislim, da bi se morali vseeno bolj osredotočiti na naravne danosti in pa lepote, ki jih Kamnik premore. Glejte, direktor, zanima me, kako obvladate delo na zavodu, glede na to, da so se v zadnjem času se je zgodilo kar nekaj odpovedi delovnega razmerja, kar nekaj zaposlenih je odšlo iz zavoda, nekaj jih je sicer prišlo na novo, ampak verjamem, ker ti ljudje niso domačini, da niso seznanjeni dobro z delom, pač vsakrat nekaj časa, da se uvede in da začne lahko delati. Zanima me, kaj je s projektom Go Kamnik, koliko denarja je bilo prav na tem projektu porabljenega in kakšni bojo rezultati. Sam ste omenili, da prihaja do nekih težav. In pa zanimivo, ker spremljam, sem opazil tudi, da ste bil sam v Leipzigu. Na spletnem omrežju je bila vaša fotografija, ko ste nazdravljali s penino, kolikor mi je znano, dosedanja praksa ni bila, da direktorji hodijo. Zato me zanima tukaj argument, zakaj ste se odločili ravno, da greste sam oziroma s sodelavcem. Naj bo to dovolj za danes. Hvala, direktor, izvolite še za dodatno. Lahko zdaj odgovorim. Zdaj, tukaj je bilo par, bom rekel, stvari je bilo izpostavljenih. Torej, zdaj, očitate mi politično, bom rekel, ko ste že rekel, politično, da se pač udostojujemo oziroma, da se pač določene ljudi preko politike not angažiral. Torej, smo še enkrat ponovil, jaz nisem član nobene stranke, trenutno nobene stranke, tako da zdaj, ne vem, če pa je tukaj zdaj v tehle, bom rekel, akterjev političen, je pa mogoče, se pravi, ko sem rekel, jaz sem tudi šel preko, bom rekel, jaz nimam problema iti preko, a veste, in se pravi, če sem angažiral gospoda Blaža Berganta, sina vašega svetnika iz LMŠ-ja, potem mislim, da sem, bom rekel, oziroma, pač, meni je važno, da je človek sposoben ali ni, razumete. Zdaj pa, če pa mislite, da je pa to preveč politično dejanje in če želite, da jaz gospodu Blažu Bergantu ustavim, bom rekel, kakršnokoli da dela za nas, ker je pač sin vašega svetnika, pa povejte, pa bom jaz gospodu Blažu Bergantu to pač razložil, da ste pač to vi predlagali. Jaz mislim, da torej, ali smo levi ali desni, torej važno je, jaz gledam ljudi na sposobnosti, veste, in to je to. Kar se pa tiče, bom rekel, znamke, je pa tako, se pravim, jaz sem znamko izdal na pobudo Kamniške knjižnice. Kamniška knjižnica je imenovana v čast pesnika Balantiča. Torej, Francetu Balantiču, gospod Žavbi, se ljudje učijo na gimnaziji, a veste. V vsaki gimnaziji v 4. letniku se ljudje v 4. letniku seznanijo pri slovenskem jeziku z pesnikom Balantičem, on je bil res krasen umetnik, verjamem, da vi kot gostinski tehnik zanj še niste slišali, ampak je pač splošno znan, bom rekel, pesnik in da, če se imenuje knjižnica po njemu, potem ne razumem, kakšen je potem problem, da ne bi potem izdal znamko v čast 100-letnice, bom rekel, človeka, ki je navdušil, oziroma ki je, bom rekel, po Sloveniji znan. Predno nadaljujemo, bi je dal gospod Bergant, ki je bil omenjen, repliko, tako da izvolite. Jaz bom samo eno stvar povedal, gospod Jarc. Resno rabite ime mojega sina tle uporabljati za tele sigrce, no.
to si pa res ne dovolim in ni pošteno. Lahko? Mislim, ker to se tako ne dela. Repliko ima tudi Igor Žavbi. Ja, hvala. Glejte, jaz sem omenil medije, dva medija, in sicer omenil sem reklamo v brezplačniku časopisa, ki ga izdaja politična stranka, in omenil sem Radio Ognjišče, ker ste ga tudi vi največkrat od medijev omenil. To je eno, kot drugo pa gospod Rok Jarc zahtevam upravičilo, ker to, da boste vi mene žalili, kaj sem in kaj nisem, ker imam pač izobrazbo gostinskega tehnika, mislim, da je nedopustno, da se to dogaja na občinskem svetu. Ker sama izobrazba ne odraža vsega mojega znanja in pa izkušenj, ki sem jih pridobil v 20 letih po končanem šolanju. In teh stvari si pa, oprostite, ne bom dovolil. In da ste se spravili zdaj na ta nivo, kot ste se spravili, s tem, gospod Jarc, ste pač samo pokazali, kdo in kaj ste. In s tem ste mi dali še dodatno potrditev, da je bila moja odločitev na seji, ko smo glasovali o tem, ali ste primeren za mesto direktorja ali niste, prav. Hvala lepa. Dobro, gospod Jarc, prosim, nadaljujte. Ja, torej, zdaj tema je potem tudi glede zaposlenih, Torej, moram poudariti, da imate to informacijo, imate pravo, gospod Žavbi, res je, pač nekaj zaposlenih pač ne se je zapustilo, jaz pač obžalujem, bom rekel, odločitve, torej vse te tri, ki so pač dali odpoved pri nas in so šli v druge službe, bom rekel, so bili zelo dobri delavci, zelo dobri sodelavci, tako da najbolj mi je hudo za sama Sorino, ki je bil tudi moj učenec, tako da mi je zelo hudo, da odhaja, ampak pač se je odločil, da gre potem na državno raven, tako da bom rekel, kot človek, ki ima neko, bom rekel, pozitivno afiniteto do njega, mu želim lahko samo vse dobro v boljši službi, oziroma v dobri službi in pa, da bo se še rad vračal potem v Kamnik. Tako da to je glede tega v Kamnike, pa tako sem pač povedal, da smo imeli težave oziroma da imamo še, bom rekel, izzive, glede Slovenskih železnic, torej to je res en tak precej velik sistem, tako da smo še, bom rekel, v nekakšnih zaključnih pogajanjih z njimi in da upam, da bomo čim prej lahko s tem projektom nadaljevali, oziroma da gremo potem ven za tem projektom. Toliko z moje strani. Besedo ima gospa Ivanka Učakor. Izvolite. Hvala za besedo. Še enkrat, hvala za besedo in lepo pozdravljeni vsi prisotni. Moje vprašanje se pa navezuje na stavbo Uršulinskega samostana v Mekinjah, oziroma zdaj rečemo Mekinjskega samostana. Kot se večina od vas spomni, je v letu 2016 občina Kamnik od cerkvenega reda sester Uršulink Udar prijela stavbo samostana. V tem objektu zdaj domuje Zavod za kulturo Kamnik, ta skrbi za razvoj, delovanje, širitev kulturnih in ostalih sorodnih dejavnosti. V tistem času, ko je občina prejemala to darilo, je bilo čutiti v javnosti, tudi na občinskem svetu, po medijih, kar nekaj negotovosti glede finančnih posledic vzdrževanja in pa upravljanja stavbe. In zdaj me zanimajo, nekaj stvari me zanima. Najprej, prvič, katere dejavnosti se izvajajo v okviru samostana, katere dogodke je gostil samostan v zadnjih 2 letih in kolikokrat, to se pravi vrste dogodkov pa številka. Zanima me tudi, katere dejavnosti na tem prostoru, na tem območju v prihodnje želi razvijati Zavod za kulturo Kamnik, koliko kapacitet premore hostel. Tukaj že nakazujem, da se bodo najbrž še nekatere druge dejavnosti, ne samo kulturne in dogodke odvijale. To se pravi, sprašujem, koliko kapacitet tamkajšnji hostel premore in koliko nočitev je bilo v zadnjem letu prijavljenih. Ker je bila dilema predvsem, kako bo z vzdrževanjem tako velikega objekta,
To zagotovo ni zanemarljivo in me zanima, kakšni so stroški vzdrževanja in delovanja samostana v Mekinjah in kolikšni so prihodki od izvajanja tamkajšnjih dejavnosti, da imamo primerjalno vložek in iztržek. Potem je pa še ena zadeva, zanima tretjič, pa tole, se opravičujem. Na tem območju je iskal prostor tudi Gorniški muzej pred časom in zanima me, ali je bila v zadnjih 2 letih podana kakšna pobuda v to smer, kot je bilo že predtem, in pa ali vodstvo Zavoda za kulturo Kamnik v svoji viziji predvideva oziroma podpira umestitev takšne ali pa podobne dejavnosti na tem območju. To se pravi, tretja tema, tretje vprašanje je Gorniški muzej. Vse, kar pa sprašujem, se pa navezuje na zadnji 2 leti. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima direktorica Javnega zavoda za kulturo Kamnik, gospa Irena Gajšek, izvolite. Ja, hvala. Lep pozdrav vsem, tudi iz Mekinjskega samostana, sedaj tudi dela Javnega zavoda za kulturo Kamnik. Jaz ne se ustrašiti vsega tega, ne bom naštevala, ampak bom probala skrajšati, tako da bom čim bolj vam odgovorila na vprašanja. Tako da mogoče na prvo vprašanje, katere dejavnosti delamo v okviru Javnega zavoda za kulturo in v okviru Mekinjskega samostana, so to sigurno upravljanje z objektom in s pripadajočim zemljiščem. To delamo, skrb za premično dediščino, predstavljamo in promoviramo zgodovino samostana in Kamnika in Slovenije in pa ohranjamo kulturno in naravno dediščino. Potem tudi imamo zaščitno varovanje nepremičnin Mekinjskega samostana v skladu z konzervatorskim načrtom, ki se ravno zdaj izvaja tukaj v samostanu. Potem skrbimo za zbirke kulturne dediščine, ki so v upravljanju samostana. Imamo tudi hranjenje, deponiranje arhivskega gradiva, namreč zdaj imamo trenutno Steletovo zapuščinsko gradivo, potem predstavljamo kulturno gradivo tudi javnosti preko raznih intervjujev, oddaj in pa tudi samega vodenja po samostanu. Potem posredujemo informacije o kulturni dediščini zainteresirani javnosti, izvajamo razstavne dejavnosti, imamo namreč Plečnikovo razstavo v 2 halah in pa v naslednjem tednu odpiramo tudi razstavo Samostan mesto srečevanj, to je razstava Uršulink in Claris, ki nekako predvidevamo, da bo stalna. Potem izvajamo tudi razne pedagoške dejavnosti s ciljem razvoja in izvajanja muzejskih programov za odrasle otroke in mladino, kot so bibliodelavnice, se pol so vse naštete, kaj smo že počeli, pa tudi v bistvu kaj bomo še, izvajanje izobraževalnega in humanističnega programa skozi razna predavanja, pogovorne večere, okrogle mize, organiziramo in izvajamo kulturne in druge prireditve, izdajo publikacij vseh vrst imamo namen, potem je pa produkcija in koprodukcija razstav. Sodelujemo s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami, tako v Kamniku kot na področju Slovenije, in pa se pogovarjamo tudi že v tujini in pa druge naloge. Potem so pa še določene dejavnosti, ki pa ne sodijo v okvir javne službe, namreč berem tako, kot imamo v statutu napisano, no? V okvir javne službe izvajamo pa naslednje naloge. Organizacija in izvedba kongresnih, civilnih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev. Namreč tudi letos smo začeli izvajati razne poroke, team buildinge, potem imamo tudi civilne, smo drugo mesto za civilne poroke v Kamniku, posredujemo kulturne prireditve,
se pravi delamo kongresni in kulturni turizem, se je pokazal kot, da je to zelo dobra destinacija. In pa potem oddajamo prostore tudi za razstave, kulturne, izobraževalne in druge prireditve in pa oddaja prenočitvenih kapacitet, ki jih imamo trenutno 58 postelj. V zadnjih 2 letih je samostan gostil naslednje dogodke. V letu 2020, kljub kratkemu obdobju, namreč bili smo 4 mesece odprti, pa še tisto, kar smo bili odprti, vemo vsi, da so bili ukrepi pač posebni. Smo imeli 55 različnih dogodkov, od tega 6 v okviru projekta Preobrazba in 2 sta zaradi epidemije odpadla in 24 lastnih ali organiziranih v koprodukciji in 25 zunanjih dogodkov. Se pravi, najpomembnejši mogoče na hitrico Domžalski komorni zbor, potem razstava Jože Plečnik, predavanja Patra Gržana, koncert Ditka, Mance Ismajlova, tudi proslava Kamniška, občine Kamnik. V glavnem, tu ne bi zdaj naštevala. V letu 2021 smo pa v samostanu spet kljub obdobju zaprtja, to je 7 mesecev odprtja je bilo, ko je bilo dovoljeno izvajati prireditve, smo pa imeli 101 različnih dogodkov, od tega 4 v okviru projekta Samostan mesto srečevanj, 53 lastnih dogodkov in pa v organizaciji in koprodukciji 48 zunanjih dogodkov. Se pravi, razna potopisna predavanja, razne koncerte, bibliodelavnice, otvoritev zeliščnega vrta, proslava občine Kamnik, proslava ob dnevu Rudolfa Maistra in razne koncerte. Tako da zelo pisana druščina prireditev, tako da v bistvu moram reči, da sem na to število kljub tem omejitvam kar ponosna, da smo v bistvu in nekako ocenjujemo, da smo v tem letu skozi naše prostore privabili okoli 10,000 ljudi, kar v bistvu pokaže to, da nekako sledimo cilj, da samostan res postane mesto srečevanj, mesto, ki je odprto za različne populacije, za različne prireditve in pa, da je to neka stavba, nek protokolarni objekt, na katerega smo lahko vsi v Kamniku ponosni. Zdaj, in tudi v prihodnje si želimo razvijati dejavnosti, ki so navedene v statutu in odloku zavoda. Mogoče še kakšno gostinsko dejavnost, kakšno restauracijo, tudi kakšno trgovino, tako da v bistvu in pa povečati nočitvene kapacitete. Zdaj, glede vprašanja okoli nočitvenih kapacitet. Samostan ima od lanskega leta 58 nočitvenih kapacitet različnih variant, od enoposteljne sobe do večposteljnih sob. Kolikor bi imeli zadostna sredstva, bi lahko uredili, to je zdaj moje, glede na prostor, tam 50 do 100 dodatnih ležišč. V zadnjem letu je bilo do danes upravljenih 1196 nočitev domačih in tujih gostov. Zdaj, na vprašanje stroški vzdrževanja in delovanja samostana Mekinje. V letu 2020 smo imeli stroških vzdrževanja 58.367 evrov, celotni stroški delovanja samostana so v lanskem letu znašali 126.900. Lastni prihodki so bili lani v tistih 4 mesecih 23.981 evrov. V letu 2021
so stroški vzdrževanja 55.000, celotni stroški delovanja so 155.000 in zajemajo tu še investicije v, rekla tako, v zeliščni vrt en del, pa v nove toalete. Tako da na te toalete smo kar zelo ponosni, ker bojo dejansko razbremenili v bistvu te slabe, ki smo jih imeli, te starejše, ki smo jih imeli v samostanu. In pa lastne prihodke smo pa podvojili, tako da ocenjujemo nekako okoli 52.000 lastnih prihodkov do konca leta. To so ocene, zato ker še poslovno leto ni končano in verjetno bojo še kakšne oddaje pa še kakšne nočitve. Kar pa zajema vprašanje za Gorniški muzej, je pa tako, na tematiko osnovanja Gorniškega muzeja smo dobili pobudo strani občine Kamnik, strani župana, in smo podali predlog, da se Gorniški muzej lahko postavi, in sicer na zgornjem delu garaže, ki stoji ob samostanu in ni del zaščite ZVKD, namreč je kar zadosti prostora, lep prostor, in v bistvu, če bi in gleda zadeva proti Kamniškim Alpam, tako da bi zelo lahko, zelo z neko tako stekleno steno, zelo lep muzej lahko naredili, ki pogleduje na primer na Alpe. Ampak ker pa zahteva projekt večjo investicijo, je zadeva ostala zaenkrat na točki, ko o tem odloča občina, in ga zaenkrat v svojo kratkoročno vizijo nismo uvrstili, zato ker imamo dejansko res dosti drugega dela. To je to zaenkrat. Hvala, gospa Ivanka, želite dodatno pojasnilo? Hvala za izčrpno poročilo, nekaj sinteze in pa konkretnih podrobnih podatkov. Želim Zavodu za kulturo oziroma Martinskemu samostanu, da dobro dela še naprej in da se zaprtja čim prej končajo in potem bo najbrž tudi dogodkov več in lastnih prihodkov tudi več, tako da vse dobro vam želim. Hvala za podrobno. Hvala. Besedo dajem gospodu Jožetu Korošcu. Izvolite. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem svetnikom, vsem prisotnim na tej seji. Moje vprašanje bo sledeče, in sicer občina Kamnik vsako leto v proračunu nameni nekaj sredstev tudi za razvoj kmetijstva. Sredstva so zagotovljena v obliki razpisov, in sicer za naložbe, gozdarstvo ter trženje. Zanimanje kmetov je veliko, predvsem pri naložbah. V razpisni dokumentaciji je sofinanciranje možno do 50% naložbe. Običajno se na razpis prijavi zelo veliko kmetov, v proračunu pa je temu namenjeno 95.000 evrov. Zato se odstotek sofinanciranja zniža na okoli 15 do 25%. Vsako leto na to nekaj kmetov te naložbe ne izvede, tako da se odobrena sredstva, ki niso porabljena, vračajo nazaj v proračun občine. V pravilniku je določeno, da kmet, ki naložbe ne izvede, 2 leti ne sme kandidirati. Vendar ta ukrep ne zadostuje. Zato sprašujem, ali obstaja pravna podlaga, da bi se ta sredstva dodelila kmetom, ki so izvedli naložbo, z dodatnim sklepom o odobritvi. Če taka možnost obstaja, bi bilo verjetno potrebno poročilo o izvedbi naložbe oddati vsaj en mesec prej kot običajno. Hvala lepa za odgovor. Hvala. Besedo ima Luka Svetec. Dober dan vsi skupaj. Odgovor, ki ga bom prebral, je sicer prebrala moja sodelavka Katarina Ščetinin. Občina Kamnik razpisuje ukrepe na področju kmetijstva v skladu z določbami pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015-2020, katerega veljavnost je podaljšana do sredine leta 2023,
pri čemer se finančna sredstva usmerjajo preko pravil državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Komisije Evropske unije. Na podlagi posredovanih popolnih vlog s predračuni se pripravi predlog razdelitve sredstev na posamezni postavki. Sklepom o dodelitvi sredstev se razdeli vsa sredstva na postavki, na podlagi pravnomočnih sklepov se nato prijaviteljem posreduje v podpis pogodbo o sofinanciranju naložbe. Podpisana pogodba je tudi podlaga za predložitev zahtevka za izplačilo sredstev po izvedeni investiciji oziroma naložbi. Ne glede na to, da kateri kmetje investicije potem sploh ne izpeljejo ali ne izpeljejo v skladu s pravili pravilnika in razpisa, gre pri sredstvih, ki ostanejo nenakazana, za že pravnomočno dodeljena sredstva, ki jih ni mogoče preusmeriti oziroma dodeliti nekomu drugemu, brez ponovne izvedbe razpisa in dodelitve sredstev v skladu z merili. Ključna lastnost ukrepov po uredbi Evropske unije in pravilnika je ta, da imajo ukrepi spodbujevalni učinek, zaradi česar mora biti vloga oddana pred začetkom izvajanja projekta. Če bi razdeljevali še sredstva, za katere upravičenci niso vložili zahtevkov in so ostali v proračunu, bi šlo za pomoč, ki nima spodbujevalnega učinka, saj bi jo dobili tisti, ki so projekt dejansko že izvedli. V omenjeni problematiki smo se v preteklosti že in se še vedno veliko pogovarjamo, tudi s predstavniki kmetijsko-gozdarske zadruge, ki kmetom izda mnenje o naložbi, ki je obvezna priloga k vlogi, kot tudi s predstavniki strokovne skupine za področje kmetijstva. Gre za to, da se kmete opremi s čim več informacijami o tem, kakšno višino sredstev lahko pričakujejo, da se lahko pravočasno odločijo, ali bodo kandidirali ali ne. Vkolikor imate pa še kakšno vprašanje, bom pa tudi jaz poskušal odgovoriti, ker sem v preteklosti tudi že pokrival to področje. Hvala. Gospod Korošec, imate dodatno vprašanje? Ja, v bistvu sem hvala lepa za odgovor. Jaz sem dobil odgovor na moje vprašanje v tej poplavi teh razpisov državnih in pa seveda obene tudi občinskih, ki so vsakoletni, seveda so nekateri potem preračunavajo zadeve in seveda določen kmet ne dobi toliko sredstev, ki bi jih pač lahko, ampak vidim, da pravno to ni možno dodatnim sklepom, tako da se mi to odgovor, da bo se pač naprej to lahko tudi nekako uredili v novi perspektivi. Hvala. Hvala. Zdaj, preden zaključim to točko, bi dejansko pozval vse, ki kadarkoli in kjerkoli predstavljajo javne funkcionarje oziroma katerekoli funkcionarje na mestih ali direktorjev ali tudi strani ljudi izvoljenih predstavnikov, da smo kar se da strpni in predvsem konstruktivni ter povezljivi, ne pa kaj drugega. Tako da zaključujem točko.